In lep pozdrav, moje ime je Andrej Razpor in danes vam bom dejansko odpredaval temo, in sicer bomo govorili o študiju, vrednotah, osebnih poslanstvu in vplivu na kariero in na uspeh. Tako, 1 urco pa pol je predviden za ta uvodni seminar, samega predama ne bo nekaj manj. Seveda se pa veselim vaših vprašanj, mnenj, sugestij, tako da bomo potem lahko skupaj naredili eno tako simpatično zadevo, katera bo lahko ostala nam v nekem spominu za naprej. Za začetek bom dal za izziv, pravzaprav kaj se dogaja na trgu dela. Na trgu dela se je v zadnjih 100 letih ogromno spremenilo. Ta prvi slajd prikazuje eno misel profesorja Pisana iz Harvardske poslovne šole, da so se leta 1990 za službo potegovali ljudje iz mesta, kjer je živel. V letu 50 so bili to ljudje iz njegove regije, pred letom 70 iz države, 90 iz držav, s katerim je imela Anglija oziroma ZDA trgovski sporazum, danes pa pravzaprav zdaj globalizacija tekmuje z ljudmi iz vsega sveta. To seveda je glede na to, da je ta naša šola, gre za dejansko mednarodni program in je še toliko bolj pomembno, čeprav se bodo jutri potegovali za naše službe v našem okolici, lahko pravzaprav vsi iz celega sveta se lahko tudi mi enakovredno potegujemo tudi za vse te šole, ki so v okolici dejansko nas okrog. Tako da je to za nas en tak simpatičen izziv, kako lahko tekmujemo z vsemi ostalimi. Kaj napoveduje prihodnost? Po eni strani morda ne napoveduje nič lepega, po drugi strani pa lahko dosti zanimivih zadev, in sicer, da bo do leta 2030 izgodila polovica današnjih služb. In tiste, ki bodo takrat aktualne, pravzaprav še nastajajo in mi vsi skupaj jih bomo kreirali. In z roboti bomo postali sodelavci, morda bodo tudi roboti v določenih branžah edini delavci, kot taki. Tako da je tukaj lepo prišlo do simbioze človeka in stroja, nekaterih misleci napovedujejo singularizacijo, skratka, da se bodo v tem evolucijskem procesu naslednjih 50 letih pravzaprav človek in stroj združil. To morda z vidika današnjega dojemanja se gleda grozljivo, ampak če pogledamo samo 20 ali pa 30 let nazaj, kaj se je pravzaprav dogajalo na področju telekomunikacij in vsega, kako smo pravzaprav povezani in posledično smo tudi nekako pod kontrolo tehnike lahko, ko nas v bistvu Big Brother gleda vseh zadev, ne smemo gledati pravzaprav nič tragično. Če delaš vse korektno, pravzaprav se nimaš kaj bati. In rojevala se bodo pa nova delovna mesta in morda bodo podjetja iskala neuspešno delavce, ker enostavno ne bodo imeli takratni delavci vsi pravih kompetenc. In na nas je pravzaprav, da se pripravimo, kako bomo v bistvu te prave kompetence dobili in na ta način pravzaprav bili še bolj usposobljeni, uspešni, da bomo lahko se sovpadali s tem izživami. In skozi te življenjske dejansko prelomnice se nam dejansko dogaja, da moramo skozi življenje pogledati, kam pravzaprav bomo šli naprej. Nekako klasična pot je po osnovni šoli srednja šola, nekateri imajo preskok direktno v podjetje, drugi preko fakultete in kasneje v podjetje oziroma se preko podjetja vračajo ponovno v fakulteto. Večina vas oziroma verjetno vsi ste dejansko študenti študija ob delu, zato je pravzaprav ta vez, kjer v bistvu pridete nabirati neke nove izkušnje v šolo, da lahko obogatite tiste kompetence, ki so ključne za tisto delo, ko upravljate, še toliko bolj pomembno. Tako da tukaj pravzaprav vsi prostovoljno vstopamo v ta ciklus dela
in študija. Kje so priložnosti? Pravzaprav, kje lahko iščemo nove priložnosti? Seveda, kot prvo je problemi v gospodarstvu. Če pogledamo danes, kaj se nam dogaja v bančnem sektorju, kaj se nam dogaja v zavarovalniškem, kaj se nam dogaja v kakšni drugi branži, posod pravzaprav so neki izzivi. Če te probleme imenujemo z drugo besedo, ker se pravzaprav z njimi lahko identificiramo na ta način, da jih spravimo v obliko, da pridemo v podjetje, v posamezno organizacijo, da jim rešimo vse tisto, kar je. Skratka, zato lahko v bistvu vse te klasične oziroma stare, nove zadeve lahko tudi naredimo na nov način. Skratka, da ne iščemo na izzivih, ki so problemi, ampak da so izzivi pravzaprav, kako bi lahko zadeve, ki so že tekoče, opravili na boljši, nov način, ki bi privarčeval ogromno na določen, bodisi na resursih, bodisi na stroških, na infrastrukturnih izzivih. Tako da tukaj je seveda tudi ta druga priložnost. In tretja priložnost je seveda nova dodana vrednost, iskati pravzaprav izzive, kako bomo prinesli novo dodano vrednost z novimi, morda start-up podjetji in še kaj drugega v podjetje in na ta način oziroma v svoje podjetniške vode in na ta način obogatili. Naj mi dvigne roke morda, kdo je od vas podjetnik, da imam v bistvu od 23 prisotnih, kdo ste podjetniki. Ne vidim, rokce, dvignite mi roke. Se ne slišimo ali kaj? Pa drugače, kateri ste vsi zaposleni, če mi dvignete roko? Kliknite na ikonco z roko. Aha, ok. Kot vidim, se pravi, vprašanje bi moral obrniti drugače. Velika večina vas je zaposlenega. Ok, spustite roko. Druga skupina. Kdo ste pa v bistvu brezposelni trenutno? Ok, eden, če vidim prav, če ni prišlo v redu, bom jaz počistil te roke. Da ne bomo več motili. Tako da vsak lahko svoje zornega kota poišče izzive in s temi izzivami lahko kreira dejansko novo dodano vrednost, katera je. Gonila napredka bi skozi zgodovino lahko strnili morda na 3 osnovna področja. Lenovo. Tipičen primer v bistvu Lenobe je to, da nekomu se v pradavnini ni želelo več nositi tovora na hrbtu, zato je razmišljal, kako bi izumil kolo. Posledično tega, da smo dobili kolo, ki je bilo skozi kasnejšo razvoj revolucionarno in prineslo mnogo olajšanja. In dodana vrednost teh koles, če pogledamo skozi prizmo prejšnjega slajda, je dejansko z nekega problema, izziva, ki ga je imelo pri tovorjenju, se je izumilo kolo. Potem pa je kolo dejansko, se ga uporabljajo na različne nove načine. Ko se je opravilo lahko prvo, da je bilo za tovor, kasneje je bilo kolo za avtomobil, vlak in podobno. Skratka je na različne načine. Nova dodana vrednost pravzaprav kolesa ni to, da se je dalo gumijast plašč, ampak v bistvu to je samo nova zadeva na drugačen način. Tako da so te. Lakomnost. Če pogledamo zadnjih 20 let borzne zadeve in povezano z gospodarstvo, je prav posledica lakomnosti. Ko so podjetja stremela k vse večjim dobičkom in zato so si šla v razvoj, ki je imel seveda tudi deviantne posledice kot take, ne samo posledice zdravega razvoja. Šlo se je v prevzeme, nezdrave prevzeme in seveda posledica k temu je danes, ki vidimo, da je
ogromno tudi podjetij posledično in velikih bank propadlo. Ne. K sreči se je zdaj situacija počasi umirja in bo se lahko tudi na mednarodnem trgu, ne, kjer ne bi vi kot kasnejši diplomanti tudi nastopali in vsi bomo morali gledati globalno, da smo dobili nove priložnosti. In zadnja stvar seveda je tista iz radovednosti, otroške radovednosti, ne, ko nekaj raziskujemo in pridemo do nekega zdravega, novega izziva, ne, in ki ga potem tudi spravimo v življenje. Tipi ljudi, osnovna delitev, ki si jo pripravil, je, da so tisti, ki želijo, znajo in zmorejo, ne, skratka imajo v sebi željo, da bi nekaj naredili, znajo to narediti seveda in tudi zmorejo narediti. Ne. Ni vedno moč enačiti to, da znaš in zmoreš. Jaz lahko nekaj znam, teoretično jaz lahko znam teči na 100 metrov, ne, ampak ne zmorem pa postaviti svetovnega rekorda ali pa niti dobrega rezultata v teku na 100 metrov in tudi imam morda lahko neko željo ali pa, ne vem, tekmovati na ljubljanskem maratonu, glede na to, da je bil včeraj ljubljanski maraton. Je skupina, ki želijo, vendar ne znajo, tej skupini je treba pomagati z novimi znanji, da bodo se lahko oborožili z novimi znanji in da bodo lahko potem suvereno nastopili na trgu. Potem so tisti, ki vedo vse bolje oziroma na novo izumijo. Zdaj tukaj je ta dejansko populacija taka, nekateri pač vedno vedo več kot vsi ostali, ne. So pa tudi drugi, ki so resnično taki, da vse na novo izumijo, kar pomeni, da je njihova možganska kapaciteta oziroma umska kapaciteta taka, da so pravzaprav v stanju izumljati dan na dan nove zadeve. Ne. Tako da imamo skrajno skupino ljudi, ne, ki vedno nam znajo povedati, kako bi lahko bilo nekaj boljše, so pa res tisti, ki tudi. In potem imajo takih, ki ne želijo, vendar znajo in zmorejo. Ne. Ti so pravzaprav taki, ki so nam najslabši in z njimi je najtežje delati, ker nam velike dodane vrednosti ne dajo. Ne. Ko se boste pozicionirali v time, ne, boste seveda tudi te tipe ljudi dobili. Ne. Sami se boste ocenjevali po različnih, oziroma ste se že, kar mi je poznano, ne, po belbinah vlogah, ne, lahko se ocenjujete po metodih klobukov, ampak vedno na nek način pridemo do neke take grupacije, kjer pa tukaj dejansko niso ozadja tako zdefinirana, kot so po belbini vlogi, razumljivo, tudi ni bil moj namen. Zdaj, kot življenje, ne, dan na dan tečemo isti pravzaprav krog, ne, in ko počnemo, v bistvu se lahko določene stvari, ki nam prinašajo, ko se pač odločimo, ne, po metodi, kaj nam ne bi najbolj prinašalo, ne, skratka, da smo metoda usmerjena v rezultate, ki je vedno bolj uporabna, ne, se pač lahko odločimo, ali bomo določene zadeve počeli, jih ne počeli, jih počeli pravilno in počeli še bolje, ne, kot ne samo pravilno. Ne. Zdaj, razlika med vodjem, ne, in menedžerjem je v tem, da vodja v bistvu dela prave stvari, ne, menedžer pa stvari prav. Ne. In tukaj je to pravilo, ne, da menedžer jih dela pravilno, vodja pa jih dela še bolje, skratka, da dela prave stvari. Ne. Tistih, ki stvari ne bi počeli, pa seveda naj ne bi bilo, čeprav glede na ljudi, kakšni smo, vedno jih bomo našli in vedno bodo obstajali, ne, tako da se jim izogniti ne moramo. S tem, ko v bistvu dnevno obvladamo misli, pravzaprav bomo tudi fokusirali v naše življenje, pravzaprav tam, da bomo v bistvu bolj učinkoviti in bomo usmerjeni preko ciljev. Ne. Če se dejansko mi odločimo, da bomo zadeve počeli in počeli pravilno oziroma počeli še bolje in se bomo fokusirali v jasen cilj, bomo pravzaprav ta cilj dosegli. Ne. Če se odločimo, da bomo šli, ne vem, v Rim peš, ne, in bomo dvignili glavo,
ne bomo gledali pod noge, seveda bomo morda včasih se spotakali, ampak cilj bomo dosegli. In tu je pravzaprav ključno, v katero smer moramo iti, in z mislimi, pozitivnimi mislimi, pravzaprav bomo znali se usmerjati, da bomo še uspešnejši. Če bomo že preden začnemo začeli se pritoževati, kako je težek študij, kako so težki ti izpiti, pa zagotovo ni za pričakovati, da bomo bili uspešni, saj smo se pravzaprav že negativno naprogramirali in dejansko, če imamo negativen program v sebi, nas ta program ne more pripeljati do našega cilja. Sledi pa, ko imamo to vse urejeno, odločitev pravzaprav, kaj želimo postaviti v življenju, in tukaj seveda lahko samo gledamo, kako drugi nekaj počnejo in uspeva, lahko se pa pravzaprav odločimo tudi sami. In nešteto primerov verjetno imamo sami pri sebi. Jaz bom potem ob zaključku predstavil mojo pot k mojemu cilju, vsak ima svoje cilju. Tisti trenutek, ko sem se pač odločil, da hočem nekaj postati, sem svojo energijo usmeril direktno proti temu cilju in ta cilj seveda je bil pravzaprav, da končam doktorat, da postanem podjetnik in da poskušam skozi ta način se na novo dobiti novo karijere, nove izzive. Zato ne morete se na druge zanašati, da bomo pokazali pot, pravzaprav moramo dobivati mi sami. Kako odkriti svoj potencial? Najprej seveda se vprašati, kaj hočete v življenju doseči. Če bi zdaj nekoga izzval, da mi da odgovor, tako da se pripravite, nekoga bom dal v eter, kaj hočete doseči s šolo, v katero ste se vpisali, in bom izzval tukaj le recimo Barbaro Sršen. Barbara, izvolite, imam v setru. Ne slišimo? Barbka Sršen. Ne slišimo se. Kristina Peklar. Se slišimo? Ja, se slišimo. Ok, kaj ste si postavili za cilj, kaj želite doseči v življenju? Ja, predvsem najprej zaključiti študijem in s tem pridobiti boljše možnosti za službo. Kaj je potem, končana šola je cilj ali orodje za dosego cilja? Orodje, definitivno. Kako super, ja, hvala, sem vesel od vašega odgovora in mnenja. No, pa vprašamo še nekoga, spravimo Patricija Blaško. Se slišimo? Patricija? Ne, nekaj ni v redu. Lahko mi tudi kdo napiše svoje mnenje, pa ga bom prebral, glede na to, da imamo možnost. Polona Šošter, se slišimo? Polona? Ni. Marjetka Šepec? Ja, jaz se slišimo? Vidva pa se slišiva, ja. Vidva se pa odlično slišimo, ja, čist glas. Kaj hočete doseči v življenju? No, jaz verjetno nisem tipična študentka, ker sem majčkeno starejša že, tako da v bistvu sem kar precej že dosegla, kar se meni tiče, ampak ne vem, to mi je eden izmed ciljev oziroma eden izmed želja in želim priti do konca, kar se samega študija tiče. Ja, ok. Nikoli ni prepozno, pravzaprav so si postavili cilje, hvala. Dejansko obstaja zgodba o ustanovitelju McDonald'sa. On je bil že kar v zrelih letih, pa tudi kakšen fakt je že imel, ko se je pravzaprav spustil na svojo podjetniško pot. Velika večina dejansko podjetnikov bi takrat že opustila misel o kakršnikoli novih izzivih.
Ampak on se je takrat odločil in zadevo postavil popolnoma novo in je v kasnejših 20 letih bil do smrti zelo, zelo uspešen. Ne? In kot vidimo, imel je zelo dobro poslovno idejo, imel je prave sanje, s katerimi pravzaprav je potem realiziral. Bom prebral nekaj mnenj, ki so prišla. Želim zaključiti študij in pridobiti nove možnosti zaposlitve v tujini. Super, študij je tak, ne, da naj bi pravzaprav večjo kompetence na mednarodnem področju. Tako da to je zagotovo pravi izziv, ampak še zmeraj smo tukaj na orodje. Cilj ne bi bil nekaj širše. Cilj šolanja, potrditi ali vreči dognanja delovne prakse in teorije strokovnjakov, pravi Vesna. Polona, ki se nismo upali reagirati, smo se zdaj dobili. Jaz vas slišim, pa mene očitno ne. Sem podjetnica, katere roke prej ni bilo moč videti. S študijem si predvsem širim obzorja. Pozdrav, Polona. Če je kolegica podjetnica, seveda ima že jasno poslovno idejo. Ampak nekako si je treba pravzaprav v nekem obdobju, nekateri malo prej, nekateri pravzaprav, jaz sem občudoval, ko danes gledam nazaj, kako so imeli nekateri dosti že jasno idejo, pravzaprav, kaj želijo. Pri 15 letih, nekateri še prej celo. Sam pravzaprav sem kar nekaj časa se iskal, kar se tega tiče. Preden sem se ustrezno pozicioniral. In ko sem na nek način pa si začrtal pot, da mi je ta pot usmerjena v prenos znanja in dejansko podjetništva, pa pravzaprav je bila vedno bolj me ta magnet, ker na tistem primeru 95% misli, ki pa pelje k cilju, me je začelo peljati k cilju. Skratka, sanje. Ne pozabiti sanjati. Ne samo, da greste spat, pravzaprav včasih komu rečemo, da sanja pri belem dnevu. Seveda, če svoje sanje poveš na glas v okolju, ki te ne razume, bo zagotovo te sprejelo tako, kot te bo sprejelo. Vprašanje, kaj bi storili, če bi imeli dovolj časa in denarja, da bi lahko storil karkoli bi hotel. Če dobite ta odgovor, ne čakajte čas, ne čakajte denarja, ampak pravzaprav naredite tu tisti trenutek. In seveda, čemu ste predani. Najlepši je, da pravzaprav bodi si to zaposlitev ali je to podjetništvo, da je na nek način v povezavi s tistem, kar najbolj želite delati. Ogromno smo v zadnjem obdobju prisotni, ko se dela pravzaprav samo zato, da se preživi in dostikrat se niti ne preživi, ker niti ne dobiš plačano in potem se dogaja to, kar se nam dogaja zadnje čase. Enostavno je treba videti, kam se lahko gre in se gre naprej. Cilji. Definirati si svoje poslanstvo. Sam vam bom na mojem primeru povedal, kako sem prišel jaz, s katerimi koraki. Cilje, ki jih želite postati, dajte jih zapisati in seveda študirajte in počnite tisto, kar vas vodi k cilju. Če je to, tako kot je bilo napisano, da želiš doštudirati, da boš dobil zaposlitev v tujini, ker enostavno ta trenutek v Sloveniji nekih zaposlitvenih možnosti ni, seveda je to pravi cilj. Ampak to zapisati. Vsakim dnem, ko študiram in vsakim izpitom, ki ga doštudiram, pravzaprav je korak do tega, da bom zaključil in odšel v tujino še krajši. Tako, tukaj še eno mnenje smo dobili Nataše, da se je v bistvu odločila zaradi ohranitev zaposlitve. Sprva se je od tega ustrašila, zdaj pa je vedno večji izziv in ga želi doseči. Mnogokrat je nekaj, kar je v bistvu na prvi trenutek slabo, se kasneje pokaže kot zelo dobro. In dejansko marsikoga je porinilo v študij, nepripravljenega, ampak da nas pravzaprav študira in počne tisto, kar ga vodi k cilju. Če je to cilj čiste ekonomska zadeva, preživetvena zadeva, oziroma če je kakšna hujša, mislim, če je kakšna bolj z neko večjo. Kako konkretizirati cilj? Pravzaprav si ga definirati po korakih, s kakšnimi koraki,
in po možnosti si tudi ustvariti neko sliko vsakega koraka. Ne vem, izpit, naslednji, ki je to prvi korak, slika je opravljen izpit s tako in tako oceno. Da je ta cilj dosegljiv, seveda realno, ne moreš pričakovati, da boš dobil oceno 11, domnevam, lahko pa dobiš tudi zelo, zelo dobro oceno. In seveda je časovno omejen. Naslednji izpit bo opravljen, mislim, da imam naslednji izpit, konkretno, ko začnemo 4. novembra, imamo potem v decembru mesecu, prvi teden v decembru sezone. Če želimo, da pridemo do cilja, moramo vložiti ogromen trud, skratka nič, bez muje se še čeveljno obuje, moramo biti vzdržljivi, ni to samo, da imamo kratkotrajen trud, ampak dejansko gre za nek maraton in ta maraton zahteva pravzaprav razporeditev moči čez celo progo, kar je pomembno. Ni dovolj, da se zaletimo pri prvem izpitu 10-10-10, prve 3 izpite, potem pa kar naenkrat se zadihamo, moramo ta trud nekako vzdrževati do konca. Volja, se pravi, moramo imeti voljo, vero, da bomo ta cilj dosegli in seveda pozitiven pristop, da nas do cilja pripelje. Seveda, če govorimo za študij, verjetno lahko motivacija, tako kot po Herzbergu, notranja ali pa zunanja, je to higienika ali pa motivator, odvisno s katere strani na zadevo pogledamo. Vsak študij je povezan z nekim stroški in pomembno je, da te stroške kasneje, ko merimo izložke, pravzaprav ustrezno tudi dobimo nazaj. Ampak bolj kot sam ta finančni vidik, seveda je ta notranja motivacija, zadovoljstvo, da ste ali da smo ta cilj študija ali pa poslovne ideje tudi dosegli. Tako da je bil ta motiv pravi. Janja mi je napisala, da je zaposlena na Zavodu za zaposlovanje in da vsak dan pravzaprav motivirajo, usmerijo osebe, ki iščejo zaposlitev s postavljanjem ciljev, ki ste jih omenili. Prejšnji teden smo zaključili delavnico za Zavod za zaposlovanje, tudi Metka Nežičeva, magistra Metka Nežičeva je bila v bistvu tudi coach na teh delavnicah, ki smo jih imeli in smo delali z skupino, ki delajo z delodajalci, koliko je to zelo pomembno. Pravzaprav včasih si dobimo neke nove izzive in jih znamo ustrezno kalibrirati. In v bistvu tako je to delo z tistimi, ki se morajo pravzaprav vsak dan znova zmotivirati, da grejo na nek tečaj, da na ta način upajoč, da bodo lahko povečali svoje zaposlitvene možnosti in lahko, da ne dosežejo pravzaprav zaposlitve, morajo v bistvu samo vsaj ta notranje cilje dejansko realizirati, sicer bodo zagotovo nezadovoljni in frustrirani. Zdaj, seveda, časa ni več, vsakim dnem, pravzaprav smo za en dan bližje, dnevu D, ko bomo odšli v večna lovišča. In ni možno več enostavno dneva, ura zamujena, ne vrne se nobena, ni možno več pravzaprav ponavljati. In v eni raziskavi, ki so jo opravili med starejšimi več kot 95 let, in ko so jih vprašali, kaj bi spremenili, če bi živeli še enkrat, pravzaprav so bili odgovori taki, več bi premišljeval, več bi tvegal in naredil več stvari, ki mi po moje smrti živeli naprej. Tako da ne more biti pravzaprav zgolj samo cilj končati šolo, tudi ne samo zgolj dobiti zaposlitev, ampak pravzaprav narediti nekaj, kar potem ostane za nami. Napisati knjigo, naslikati sliko ali kaj podobnega, pač odvisno, kakšne dejavnosti in kakšne predispozicije, zakaj imaš.
Več bi premišljeval, ne? Dejansko hiti počasi, ne? Je tisti rek, kateri je. Ne? In dobro je premišljevati s svinčnikom v roki. Ne? Postaviti cilje, jih razčleniti po korakih, tako kot smo rekli, ne? In potem vsako dejansko stopnjo realiziranega nekako se označiti in premisliti še enkrat, smo na pravi poti, nismo pravi poti in iti naprej. Seveda, tukaj se pogovarjamo o tem, da gre za kompleksnejše cilje. Ne? Zagotovo to ni za en korak, ko greš v najboljšemu sosedu kupiti 5 litrov mleka. Ne? Ampak cilj je nekaj dolgoročno, tako kot je tukaj Vanja napisala, da je že izdala knjigo. No? Skratka, verjetno, ko napišeš knjigo, preden začneš napisati knjigo, napišeš neko dispozicijo. Seveda moraš motivirati nekoga, da bo to knjigo tudi objavil, ne? Že v tisti prvi fazi nekako imeti to v sliki pred sabo, ne? In potem iskati vire in tako naprej. Ne? Tveganje. Ne? Vsak v bistvu konec je nek nov začetek in morda včasih tudi enostavno reči, pogledajte, dosti imam delodajalc, morda bom šel pa drugam. Ne? Zanimivo je pri odhodu iz službe, največkrat se ljudje pri odhodu zgovarjajo na plačo, premalo sem plačen, pa grem stran, čeprav na drugi strani je verjetno večina odhodov zaradi odnosov. Ampak težko je reči, ja, ni mi všeč tukaj, ne počutim se dobro, ampak sem to nekako tudi pri odhodih dejansko zapakiral celofan in ne pride do realne slike, kam je treba iti. Kako boste pravzaprav in kako vzpostavimo dejansko ravnotežje? Seveda, zelo pomembno je namen, del časa, ki ga bomo porabili za naš namen, kaj hočemo. To seveda lahko naredimo, če imamo mentalno in dejansko tudi fizično zdravje dobro. In seveda tukaj, koliko časa bomo namenili, da bomo psihično in fizično dejansko v dobri kondiciji. Del časa je treba porabiti za delo, oziroma če ne dela za študij, tiste, ki ste študirate ali pa smo študirali ob delu, smo pač morali nameniti za delo in študij. In seveda ne pozabimo na socializacijo, kajti socializacija nam lahko v določenih momentih ohrani in prihrani mrzkati kakšno uro in kakšen strošek. Tukaj le se pač po principu nujno pomembno je treba delati predvsem tukaj pomembne stvari, ne se fokusirati v nepomembne. Neki mi javljajo, da se slabo sliši, tako da bom vprašal enega zval, da slišimo ali se slišimo. A se slišimo? Anja? Se slišimo, mi ne pišete, ok, odlično, očitno je, ja, super, je samo težava samo pri enem viru. Ok, hvala. Naprej. Tako da je. Kakšne generacije se trenutno pojavljajo na trgih? Bom tako rekel, verjetno tukaj med prisotnimi poslušalci danes nimamo nobenega predstavnika veteranov, tistih, ki so se rodili v letih 1920 do 1945. Koliko nas je otrok blaginje, rojenih med letom 46 in 65? Naj mi dvignejo roke, prosim, da vas malo vzbudim. Dvignite roke, tisti, ki ste rojeni. Malo nas je, ok. No, neki nas je, v redu, hvala, 3, 4, no. Tako, zdaj, prosim, če mi dvignete roke, tisti, ki ste predstavniki generacije X, 66, 85. O, ja, tukaj vas je kar neki. Odlično, no in če lahko zaprete roke, ja. In potem imamo še
še zadnjo kategorijo, koliko vas je generacija Y, 86 2000. Tukaj bomo videti ne 3, 4, malo, 2. To, ok, 2 sta mi označila predstavnika. Zdaj, zakaj govorim? Pravzaprav vsaka izmed teh dejansko generacij ima neke svoje specifike. Ne. Generacija veteranov do 45, ne, oni so živeli na enih vrednotah, medtem pa v bistvu generacija je Y na drugi strani, ne, pa na drugih. Ne. Tako da je treba to upoštevati. Ne. Namreč v bistvu generacija Y je prisotno več ali manj konstantna. Rast se je dogajala, ne. Z je še toliko bolj izrazito, ne. Tako da je treba. Iva Černe mi dviguje roko, da vidim, če želi kaj povedati. Se slišimo? Iva Černe? Ja, samo dober dan. Dober dan. Ste želela kaj komentirati? Ste mi dvigali roko ali... Ne, napaka. Dobro, ok. Ni problema, v redu. Tako da, ko gledamo v bistvu skozi te generacije, ne, in kamor noter ste se pravzaprav pozicionirali, je dobro pogledati, ne, kaj je tisto, kar vas odlikuje. Ne. Generacija Y, ne, in, temu primerno, ne, tudi pri študiju, ne, bom zdaj, ko grem na ta naslednji slajd, ne, če pogledamo, ne, te stare generacije, zakaj ta slajd v bistvu izpostavljam, ne, ker dejansko naše okolje je virtualno, ne, in generacije starejših, ne, so vsi analogni, ne, na drugi strani v bistvu smo tisti, ki smo otroci blaginje, ne, digitalni priseljenci, ne, medtem pa generacija Y in Z so rojeni digitalni in na ta način imajo pravzaprav večjo spretnost, ne, pri komunikaciji, in to se bo v naslednjih letih, ne, še toliko bolj izražalo, ne, ker bo treba pravzaprav komunicirati večinoma v digitalnem okolju. Ne. In je te kompetence dela, ne, so se pravzaprav z leti spreminjale. Ne. Če je generacija veteranov pretežno dela bodisi v primarnem ali sekundarnem sektorju, ne, če pogledamo, če je delala v kmetijskem delu, ne, če je delala v tovarnah, ne, se je v bistvu na nas, ko smo stopili na trg dela, sam sem stopil na trg dela 83. leta, ne, kot avtomehanik, ne, se je ta situacija že rahlo spreminjala, ne, in dejansko zdaj z razvojem smo prišli vedno bolj v storitveno dejavnost. Ne. In zato, ker smo vedno bolj v storitveni dejavnosti, se nam dogaja to, ne, da imamo, ne, manj izdelkov in se pravzaprav z našim ciljem težje identificiramo, ker je ta cilj manj predmeten, ne, in ga težje dobimo. Ne. Tako da naša komunikacija, ne, če je komunikacija v preteklosti potekala osebno oziroma na relaciji posameznih računalnik, pravzaprav, ne, že poteka in bo v prihodnosti še bolj potekala pravzaprav v virtualnem okolju povsod, ne, in naše delo pravzaprav poteka v virtualnem okolju. Ne. Meni bi bilo osebno zagotovo lažje, če bi vas v živo videl, ne, ker bi na vaših obrazih bral dejansko odzive, ne, ali sem bil razumljiv, dovolj jasen, ne, skoncentriran, lažje bi pravzaprav vas vključeval v eter, ampak dejansko, kot vidimo, je možno tudi, da vas vključujem, ne, brez problemov, ne, in kot vidim, ne, tudi vi nimate v veliki večini težav, ne, s tem. Zdaj, v tem času se nas, ko smo začeli, ne, nas je bilo manj, ne, zdaj, ko nas je pa v bistvu že 34, ne, v tem času se je tudi naša druščina že povečala. Ok, kako, ne, bomo lahko prišli v bistvu do naših ciljev, ne. Tehnike, ki nam pomagajo, ne, je pozitivno pogovarjanje sami s seboj, ne, neke pozitivne trditev. Ne. Kakšna recimo je kakšna taka trditev pozitivna? Mi kdo napiše, da ne izzivam v eter in se iščemo.
oziroma vizualizacija, igranje vlog, predstava, kaj bo kdo. Zmorem, je napisala Metka, naprej, da slišim. To je v bistvu pozitivna. Kaj je vizualizacija? Zmoreš, še vse ti je uspelo, to tudi to je napisala Vanja. Vizualizacija, izziv, kaj bi lahko bilo? Pri vizualizaciji je to, da pravzaprav se postaviš, ne? Če želiš biti, nov avto, ne? Ok, super, to je v bistvu cilj materialni, če gremo pa, ne vem, osebnostno karierni, ne? Da se vizualno usedeš v naslonjač od direktorja, ne? V tistem podjetju, kjer si, in se nekako vidiš, ne? V tem naslonjaču. Da se dejansko vizualiziraš, kako imaš zagovor, ne? Magistrske naloge, ne, in da sem jaz predsednik komisije, recimo, ne, tudi ta možnost, oziroma da si na podelitvi, oziroma da neseš diplomo, ne, s katero ti omogoča, tako kot je napisala ena od prisotnih, ohranitev zaposlitve, ohranitev dela, čist eksistenčnih zadev. Igranje vlog, ne, da si izbereš enega od teh, v bistvu, ki jih imaš za idola, ne, iz področja, seveda, ki te zanima, iz dejavnosti, ki je predmet cilja, ne, in dejansko se poskušaš dati vlogo. Ne. Predstava, ne, je zelo podobna kot vizualizacija, ne, predstava, kaj boš čez eno leto, ne, in vodenje s primerom, ne, v bistvu na nek način tudi podobno. Igranje vlog, ne, gre za neke nianse različne, katere so. Ne. Vesna jim je napisala, da ne samo da vidiš, ampak tudi občutiš, kot da je to že doseženo. Ja, ti občutki, ne, ta feeling, ne, da pravzaprav preneseš, ne, v ta cilj. Zdaj, kaj vam pomaga lahko, ne, ali pa nam pomaga poti k cilju, ne, skratka samopodoba. Ne. Prvo, ne, težko boš z slabo samopodobo dosegel nek cilj. Ne. Zagotovo, ne, včeraj smo dobili novega starega svetovnega prvaka v Formuli 1, ne. Sebastian ima zagotovo odlično samopodobo, ne. Vidi se kot prvaka, vidi se kot zmagovalca, ne, in to tudi je, tudi pravzaprav živi. Ne. In tudi vidi se, kaj pravzaprav mu več pomeni, ne, kam je šel po tekmi. Ne. Da je šel k svoji dragi v Švico, ne, da ni šel na proslavljanje v takim. Ne. Da to lahko utrdimo, ne, ko začnemo nek nov dejansko vzorec vedenja v sebe počasi utret, ne, zahteva prav 21 dni ponavljanja, ne, vaje, ne, v bistvu, da ga podzavest sprejme. Ne. Čeprav moje mnenje, ne, v bistvu, ta trditev je po Tracyju, ne, ki pravi, na kakšen način se jaz pravim tako, da ljudje pač enostavno nismo iz železa, da se nas zbrusiti v 21 dneh, ne. V 21 dneh seveda se nas pa lahko v taki obliki, kot so, damo v nek kalup, ne, ki nas v kalupi. Ampak velika nevarnost je, ko bomo ta kalup vzeli stran, da se bomo prej ali slej vrnili nazaj na staro obliko in na stare navade, zato vedno znova potrebujemo, ne, da se ponovno dejansko nakalibriramo. Ne. Tipičen primer so razne izkuševalne kure. Ne. Tisti, ki preveč posegajo, ne, po neko turbo izkuševalnih kur, se največkrat zgodi, ne, da je stalno, ne, ali pa večni tisti, ki so pustili cigarete. Eden je izjavil, rekel, se sploh ni težko pustiti cigarete, jaz sem jih pustil že najmanj 10-krat. Ne. To je tipičen primer, ne, ker se enostavno na hitro ponavljanje mora biti stalno, ne, in največkrat do smrtno, če tako rečem. Ne. Obljubite si, da boste postali odlični, ne, skratka, lahko tudi v organiziranju časa, lahko tudi boste pisali dobre seminarske naloge, ne, karkoli, skratka, sam sebi možda za obljubo. Ne. In začeti delati na tistem področju, ki vas poti k vašem cilju najbolj ovira, da bi uspešni. Ne. Nikoli vsega naenkrat, ne, pa treba izbrati nekaj ključnih opornih točk, ne, in na tistih opornih točkah graditi, ne, da boš počasi pravzaprav pilil, ne, in se v bistvu približeval cilju. In ko boš tisto res utrdil, ne, po
in bo samo podoba ti se utrdila, boš dovolj časa, 21 dni ali več ponavljal, se odločiš, katero je naslednjo področje. Vztrajni, ko se enkrat odločiš, moraš biti vztrajen, če se odločiš, da boš iskal nove izzive, šel v bistvu na podjetniško vodo, potem moraš vztrajati na tem več časa in prej ali slej se bo tudi našlo in pokazalo, če imaš to realizacijo. Napake, če pride do napake, ni problem, da napako narediš, problem je, da jo narediš večkrat. In morda je tak izziv za Slovenijo in naše sedanje situacije, da mi preprosto počnemo ene in iste stvari in pričakujemo drugačen rezultat. Edison, ko je v bistvu tisoči poskus neuspešen, da naredi žarenco na redu, so ga vprašali, kako ne obupa. On je rekel, res nisem še izumil žarnico, našel sem pa 1000 načinov, kako žarnica ne deluje, ampak on je naredil 1000 različnih načinov, ni 1000krat ponovil en in isti način in pričakoval različen rezultat. To je pravzaprav velika razlika. Treba analizirati vzroke, zakaj je, skratka, vzeti svinčnik in papir, kjera so bile odstopanja, zakaj se to dogaja, kakšne so ovire. Največkrat pravzaprav nosimo te vzorce s sabo in zato niti se ne zavedamo, sami pravzaprav se ne vidimo, da delamo nekaj narobe. Andrej zagotovo ne vidi, da dela nekaj narobe, je pa korektno, če mu nekdo pove, kaj je tisto, kar dela narobe. In vera mora biti, da boš res nekoč tudi postavil in prišel do konca. Preden preidem na drugi del, še 10 stvari, ki jih profesori pozabijo povedati študentom. Upam, da vam je bilo všeč študentsko zadevo. Skratka, po zaključku se pričakuje, da bo podjetnik prišel do svojega stanovanja, avta, ne vem, karkoli. Ni tako, dejansko kot podjetnik, tudi tisti, ki išče nove izzive, če niste tu ravno v bistvu na kakšni močni plačilni listi, se je treba v bistvu še bolj lotiti obvladovanja stroškov. Kajti za časa študentskega življenja, sploh če imaš nekega sponzorja, je morda celo lažje živeti kot kasneje, ko se spustiš. Vsi ti zelo uspešni podjetniki so povedali, da včasih niso imeli pravzaprav dovolj denarja za tekoče delo, kajti so vse svoje prihranke, vse, kar je bilo, investirali v svojo to podjetniško idejo. Ni pravilnega odgovora v bistvu v podjetniškem svetu, kot sem prej rekel, druga točka. Dejansko je določeni odgovori so pač za neko posel, za neko situacijo popolnoma neuspešni. In vsak si pač mora poiskati znotraj tistega prave odgovore, kam bo pravzaprav šel. Tretje, sledenje začrtanim potem vam ne bo pomagalo pri uspehu. Tukaj moraš biti zelo, zelo prilagodljiv. Začneti tvegati, kot sem rekel že prej, iti izven ustaljenih okvirov. Kajti, če hočeš neki novo dodano vrednost, da se ne vrtiš v že znanih rešitvah, moraš pravzaprav gledati zadeve popolnoma out of the box. Recimo tehnika pisanja, ko imate neko težavo, vzeti svinčnik, reči, ok, napišem 20 primerov rešitve. Prvih 5 je popolnoma največkrat neuporabnih, ker je bilo že milijonkrat preizkušenih, potem sledi drugih 10, ki je od dobrih do poprečnih in šele od 15 proti 20 so tiste odlične ideje, ki nam lahko pripomorejo, da rešimo eno zadevo na povprečje. Če je v bistvu v šoli 8 povprečna ocena, v pravem podjetništvu in to podjetništvo pravzaprav izpostavljam, kajti marsikatera podjetja, čeprav boste ali pa smo tam zaposleni, dejansko razvija podjetniški duh in je pravzaprav neko notranje podjetništvo in se stalno moraš srečevati
da se krešijo ideje, ne, da se iskrijo in da si na trgu, da svojo idejo, svojo rešitvijo pravzaprav prepričati svojega delodajalca. Ne. Tako da je ta notranje podjetništvo enako pomembno, kot je zunanje podjetništvo. Ne. In tam povprečje zagotovo ni dovolj. Ne. Trg je zelo krut, ne. In sploh v mednarodnem delu, ne, kjer je največkrat imamo že jezik kot handicap, ne, se moramo še toliko bolj dokazati z idejo, da lahko delamo. Ne. Ni izpitnega obdobja, ne. Skratka, dela se vsak dan, neomejeno število ur, ne, in dela se pravzaprav vse praznike, ne, ampak tudi, ne, podjetja danes, ne, tam, kjer imajo podjetniški duh, je princip popolnoma enak. Diploma, ne, je včasih, ne, tisto, kar je nekdo napisal, ne, orodje je. Ne more biti cilj in ne more biti strategija, ampak dejansko za orodje, dejansko si kupil šele vstopnico, ne, da si šel na vlak, da si lahko z vlakom nekam pelješ. Ne. In vedno, pravzaprav, ne, včasih si vedno bolj sam. Ne. V staršu študija imate nas nekako, da se lahko obrnete, da vam damo povratne informacije, ne, potem pa pravzaprav, ne, je trg bistveno bolj krut. Ne. Ni več starega socialnega omrežja, delo pač moraš opraviti, ne, enostavno ne moreš reči, da bom šel pa na pivo, ne bom. Ne. Tukaj mi ekran kaže, koliko od vas, ne, že kar nekaj časa niste naredili nobene spremembe na računalnik z miško, ne, tako da vidim, zdaj ste se zbudili nekateri, ne, to kaže pravzaprav, da ste pasivni, ne, pri tem poslušanju, ne, ali ste pa tudi tako lahko aktivni, da ne bi slučajno vas preveč kritiziral, vsak pa ima pač različen sistem, kako pristopi in kako posluša. Ne. Ampak to je, ne, enostavno, delo je treba opraviti, ne, in neuspeh bo, ne, niti se zaradi njega sakirati, ne, če z tega pravzaprav, delate zapiske, ja, hvala. Mislim, da iz tega pravzaprav zapiski, vse tisto najbolj pomembno je, na slajdih bodo objavljeni, ne, tako da ni ravno treba kakšnih zapiskih, ne, seveda ti zapiski so pa vedno šola za življenje in verjamem, da bo koristili. Ok, moja zgodba. Na levi strani je razvidno dejansko, kako sem zaključeval šole, in na desni strani je, kako pravzaprav je moja kariera tekla. 83. leta sem začel kot avtomehanik na podjetju, ki ga danes ni več, to je Primorje Ajdovščina. Delali smo praktično po celi Jugoslaviji, odpirali dnevne kope, rudniki, avtoceste, ceste, karkoli že. Kot avtomehanik, kasneje kot voznik tovornjaka. In 89. leta situacija v Sloveniji, takrat, kot vemo, ne, tisti, ki smo z te generacije, je bila kar napeta, ker živim blizu italijanske meje, mi je bil cilj, da grem v Italijo, da grem delati v Italijo, voziti kamion. To se je pravzaprav takrat na mednarodno špedicijo, sanje, marsikoga, velike plače, lepi novi kamioni, ne, kar za takratne razmere, seveda za Slovenijo ni bilo moč reči. Ampak, ker italijansko nisem znal, ne, sem se odločil, da grem nekaj časa v igralnico v Novi Gorici. Začel sem kot krupje in pač nekako sem si zastavil cilj, ne, naučim se italijansko in potem grem, ne, čez mejo. Ne. Ampak situacija se je spremenila in enostavno se mi ni več splačalo iti, ne. Plače so bile zelo dobre, odlične, si upam trditi. Ne. Sedaj kot podjetnik lahko pravzaprav v takih plačah neto zaslužkih samo sanjam. Ne. Ampak to delo me je dejansko kmalu uspavalo in odločil sem, da začnem študirati. No, in 97. leta, 95. sem začel, ne, in do leta 2010, praktično 15 let, sem predoštudiral na zrak. Ne. Tako da nisem praktično, cilj mi je bil zelo jasen. 93. leta sem vedel pravzaprav, kakšno temo bom pisal, da bo to napitnina.
in res 2010 sem opravil v bistvu ta doktorat iz napitnine, kdaj sem jo preklinil, ker sem se zarekel, ampak če bi obupal, da bi temo zamenjal, verjetno danes sem tega ne bi upal povedati, tako da mislim, da je bila odločitev prava. Ne. No, vmes seveda, tako kot sem študiral, sem si nabiral točke, 99. leta sem bil v sindikatu igralniških delavcev. No, zakaj tema napitnine? Te napitnine je bila zato, ker smo praktično takrat imeli, spremenil se je zakon o igrah na srečo in sem moral raziskati dejansko vso to prakso, no, in to je bila prvi članki, ne, in prvi preboj. Ne. In 2002 sem bil direktor projekta, vodja splošnih poslov, no 2004 sem bil izvršni direktor za razvoj kadrov, takrat je HIT skupaj s vsemi povezanimi podjetji in vsem, ki je delal, praktično štelo čez 3500 duš. Ne. In delali smo na projektu Harax, ne, kot je verjetno komu znano, in takrat nam je bil ključni izziv, kako bomo dobili 3500 zaposlenih. Ne. Od takrat pa do zdaj pa se je podjetje skrčilo, ne, tako kot se velika večina podjetij skrčilo. 2007 sem delal na večjih strateških projektih, med drugim sem začel dejansko z Incomingom z Kitajce, iz Italije, danes pravzaprav je to glavnina prihodkov glavnih, ki jih to podjetje ima. In del aeronautični muzej je recimo bil tak velik projekt. Ne. In kandidiral sem za predsednika uprave, seveda, ker nisem bil zbran, ne, se je zgodilo to 2011, kar se je, no 2010 smo se sporazumno že dogovorili, da sem pristal na zavodu za zaposlovanje, misleč, ne, da bom na zavodu teden ali dva. Bil sem celo leto, kakor mi je pripadalo, ne, in potem, ko sem po četrtem, ne, zbrani funkciji, imenovani funkciji, ne, se mi je zgodilo, da so razveljavljali razpise in še ne vem, kaj vse, samo da se je zadeva obrnila, sem se pač odločil, da se samo zaposlim. S 1.2.12 kot SP. Začel sem predavati, danes predavam za 6 različnih institucij, teh je poleg tega v bistvu še poslovno svetovanje. Letošnje leto smo odprli še eno podjetje in zdaj čaka pravzaprav odprtje še enega, ne, tako da je, bi rekel, ta podjetniška pot šla zelo, zelo hitro. Ne. Zdaj, ne, izzivi so vedno, ne, seveda padci so tudi, ne, vedno, ne, in ko so bile, ne, recimo konkretno, ne, če se vrnem tukaj, ko sem postal direktor razvoja kadrov, ne, in vodja splošnih poslov, moja bivša direktorica je šla na porodniški, poklical me predsednik uprave in dal mi je cele 3 minute, da razmislim, ne, ali bom sprejel ali ne. Ne. Vedno sem si v bistvu postavil 2 vprašanji, ne, ki so mi zelo koristile. Prvo vprašanje je, ne, če se čutiš dovolj sposobnega. Ne. Ja, vedno sem si odgovoril, da, no, če sem eno zadevo sprejemal. Ne. In drugo je še bolj pomembno, ne, a bo zelo žaljen, razočaren, ne, če te bo odstavili, ne, če bo šel na funkcijo oziroma ne boš uspel. Ne. Ne sme biti človek razočaran, ne, kajti težave bo imel, če bo to. Ne. Tako da na ta vprašanja sem si pač v ključnih trenutkih vedno odgovoril. Ne. V prvem primeru, da se čutim, ne, in drugo, da ne bom skratka užaljen. Ne. Ker da pač to se dogaja, ne. Priložnosti se dogajajo. In kot sem rekel, lahko tudi človek izgubi delo, ne, izgubi pravzaprav motiv, ne, kaj pravzaprav storiti takrat. Ne. Šok je pravzaprav normalna stvar. Ne. In prvo, kar je potrebno storiti, ne, v tem vmesnem obdobju, ne, če rečem med enim drugim izzivom, ne, je treba nekako zdržati, preplavati. Ne. Prvo je treba popisati vse stroške, ne, jih zminimizirati na minimum, koliko se da. Ne. Seveda, meni je bilo verjetno to lažje, vseeno sem šel za relativno visoke plače in še vedno sem šel na največji možni dodatek, ki ga na zavodu za zaposlovanje dobiš. Ne. Na drugo je takoj pravzaprav fokusirati. V tistem letu sem napisal čez 100 ponudb za delo, ne prošenj, ponudb za delo.
kaj znam, pravzaprav kaj lahko vam, vašemu podjetju naredim, s kakšnimi kompetencami. Žal, seveda, me je ta pedigre hitov kot tak mi kaj dosti ni koristil, ampak mi je celo škodil. Če sem glede na zelo močno socialno omrežje imel ogromno pravzaprav možnosti, da koga pokličem, seveda telefon tisti trenutek se ugasne na drugi strani in takrat pravzaprav vidiš, kdo je in kdo ni. In zato je v bistvu ključno takrat, da se nas podtakneš, da imaš nek optimizem, da pravzaprav ponovno se sam ne kalibriraš in se vprašaš, pravzaprav, kaj želiš. A ni morda pa zdaj čas, da začneš delati tisto, kar si vedno pravzaprav želel. In nekako se ponovno vzpostavi to notranje ravnovesje in kompas, pogledaš, kje so priložnosti, kaj pravzaprav je možno narediti in kaj pravzaprav omogoča trg. Zdaj, na podlagi v bistvu vsega študija, spoznavanja novih ljudi, sem zbral tukaj v naslednjih 6 idej tisto, kar pravzaprav Slovencem, pa verjamem, da še marsikomu manjka, da bi bili še bolj uspešni. Vsakemu, ki je uspešen, zagotovo manjka še kaj, še kakšna kompetenca, da bi bil še bolj uspešen. Prvo je dolgoročen pogled, skratka videti čez sosedo hrib in videti ten cilj, kam pravzaprav naj bi prišel. Upravljanje časa. Tukaj mislim, da se je zelo, zelo šibko na vseh področjih, tako kot sem spremljal v podjetju, kjer sem prej zaposlen, tudi zdaj kasneje. Recimo, se gre na zavod za zaposlovanje, se eno leto se bom pa zdaj oddahnil, zdaj pa ne bom pravzaprav iskal novih izzivov, novih služb, novega dela. Slovenska mati zagotovo ni dala nam finančnega znanja, tudi šolski sistem nam ga ne da. Predmete, katere predavam, ne morem dajati noter več kot toliko teh vsebin, čeprav bi morda včasih bilo dobro, kajti pri upravljanju z denarjem smo zelo šibki in posledica seveda je to, da se ima kasneje težave. Čeprav danes, kot vidimo, pri vseh izmišljočinah, takih in drugačnih toksičnih derivatov, ki se jih prodaja, vprašanje pravzaprav, kam je zdravo, kaj delati, ampak neke zdrave načini pravzaprav so. Zaupanje mora biti 100%, da si sposoben, da veš, da znaš, da si. In potem je tukaj še predzadnja alineja, kjer je generacija Y v prednosti napram ostalim, kot tudi pri zadnji alineji znanje jezikov. Tukaj je pravzaprav danes, če se želi nastopati na globalnem trgu, je ključno. In ko se popisuje kompetence, pravzaprav se pogleda, kaj je tisto, kaj se najbolj primanjkuje na tistem delati. Zdaj, kako postaviti poslovno idejo? Moj case je bil naslednji. Jaz sem razbil zadevo na 4 dele, nisem stavil sam na enega konja. En del je bil povezan z tistim, kar sem lahko najprej vskočil. Začel sem predavati na prvi fakulteti univerze, kasneje, kot sem rekel, se je ta zadev krog širil in danes delam za 6 različnih. In svetovanje poslovno seveda je bilo tudi. Podpora na nek način, ker nisem vedel pravzaprav, koliko bo tega prostega časa vmes. In prosti čas seveda je treba maksimalno zapolniti, sem ga poskušal zapolniti skozi ta del, dejansko preko kmetijstva in posebnih, iz katerih tudi so neke vizije po start-up podjetjih in zdaj pravzaprav se tukaj kažejo že določene dejansko izkušnje, ki jih bo možno prenesti. Principi, kako sam zapisati osebno poslanstvo, oblikovati poslovni model, postaviti sistem iskanja novih tržnih niš. Seveda nove tržne niše ne smemo gledati samo kot podjetniške tržne niše, ampak tudi zaposlitvene možnosti, time management, kot sem rekel, cost management in seveda
prevzeti dejansko skrb za izboljšavo svojih kompetenc. Ne morete te skrbi nobenemu, niti delodajalcu naprtiti, če ste pa seveda samozaposleni podjetniki, pa še toliko manj. Se pravi, poslanstvo se pravi ugotoviti, kaj želite v vašem življenju, kaj si res resnično želite, in najlažje dobite to, da izhajate iz vaših vrednot. Se pravi, kaj je tisto, katere vrednote, ali vam je pomembno dejansko vrednota denar ali družina, ali je pomembna morda kakšna druga komponenta. Skratka, vsak se je rodil z enim namenom, in s tem, ko smo se rodili, pravzaprav smo že zmagali na največjem natečaju, ki je možno, ali pa zmagali na najpomembnejši dirki, in nikoli v življenju, karkoli bomo naredili na tako pomembnem natečaju ali tako veliki dirki, ne bomo več zmagali. Kajti zmagali smo v dejansko družbi milijone spermijev, ki so se prebivali proti cilju. Tako da tukaj nas zagotovo lahko to motivira, da ni se prišlo na ta svet zgolj samo pod naključjem, ampak z neko trdo dejansko borbo proti cilju. Enako velja, če boste razmišljali, kako ustanoviti podjetje. In z tega pravzaprav se napiše poslanstvo. Kratko, jedrnato, tako, ki ga je možno zapisati. Se pravi, vprašanja obstoja so, kaj boste počeli, oziroma kaj ne boste počeli, oziroma kaj bo počelo, oziroma kaj ne bo počelo podjetje. Skratka, kaj tisto je. Enostavno danes ni možno, da naštudirate vse literaturo, in če študirate na dobi, na poslovni šoli, zagotovo ne boste študirali tematiko, ali pa predvidevam, da ne boste študirali matematiko, ki je povezana z medicinsko fakulteto, oziroma morda kakšno od strojnih, ampak boste dejansko se fokusirali v tista področja, v tista znanja, ki so ključna za dosego teh ciljev, in znotraj predmetov pa seveda imate še vedno možnost, da greste na nijanso, tudi koliko imamo dejansko tudi pri predavanjih sami manevrskega prostora, da vam bo dali večjo dodano vrednost. Kaj bo tista resnična dodana vrednost in kako jo boste merili? Skratka, kaj bo dodana vrednost vašega magistrskega dela? To je vprašanje, ki ga zastavim praktično skoraj vsem študentom, še posebej, če iz povzetka ni to moč razbrati. Skratka, ne študirate zaradi tega, da bi zapolnili prosti čas, ko pišete, ampak pišete zato, da bo neka dodana vrednost in raziskujete. In enako velja tudi za podjetje. Kaj je edinstvena inovacija ali prilagoditev podjetja, oziroma kaj je edinstvena inovacija, če tako rečemo, vašega magistrskega dela, seminarske naloge, in kaj pomeni uspeh za vas, oziroma kaj pomeni uspeh za podjetje. Kaj morate doseči, ste lahko rekli, da ste uspeli. Uspeh, mislim, ne more biti uspeh samo to, da boste zaključili šolo. Uspeh pa je lahko, da boste dobili 10 na magistrski nalogi, da boste obravnavali tematiko, ki boste lahko potem kasneje strnili v nek članek, ki bo nekje objavljen in bo imel nek pravi odmev in odziv. To zagotovo pa je lahko uspeh. Poslovni model dejansko zajema poslanstvo, strateške vire, partnersko mrežo, storitev izdelek, skratka s poslanstvom, da definira strateške vire, skratka denar, omrežja in seveda končen izdelek, tako da znotraj tega poslovnega modela potem se dejansko postavite. Kje lahko v bistvu dobite idejo? Povsod, pravzaprav, do ideje je možno vsak dan na različnih področjih prijeti. Pomembno je, da imate nek sistem, kam beležiti. Spet to idejo, dajte gledati tudi idejo za vaša seminarska dela, magistrsko nalogo, da si praktično v sistemu, ko se vam utrne misel, spravite na papir, pametne mislijo, da potem boste lahko to idejo spravili v življenje
po čim najkrajši možni poti. Ne. Skratka, opis dobre prakse, koraki do realizacije in kakšna je realna možnost v bistvu za uresničitev. Vedno je treba pač imeti v mislih obvladovanje časa. Ne. Čas je pač matematična dimenzija, ne. 1 minuta, ne, 60 sekund, ne. En dan 24 ur. Ne. Dajte beležiti, kaj vam krade čas, ne, in potem eliminirati tiste kradljivce, ne, in si postaviti cilje in plan, kako boste pravzaprav ta čas obvladovali. Danes je možno, ne, z uporabo orodij za obvladovanje časa, kot so preprosta orodja Outlook in podobno, ne, dejansko telefon pametni, ne, si zelo naprogramirati, kako boste šli. Prioritete, vsega se ne da, skratka, kaj boste naredili in kaj ne boste naredili, kaj boste lahko delegirali, outsourcali, če boste podjetniki, oziroma kaj vam bo lahko nekdo pomagal pri vaši nalogi, ne? Recimo lektorirati, prevode, delati ali pa kaj podobnega, če nimate časa, seveda je to stvar dogovora, da nekdo drugi naredi. Ne? Treba je ponotraniti to rutino obvladovanja časa, ne? 21-dnevno ponavljanje ali več. Ne? Jaz velike zadeve, ko mi nekaj prav ne gre, si vklopim dejansko 100 uro, ki je za kuhati. V kuhinji, ne, oziroma na štoprce, in poskušam v bistvu delati v nekih blokih, ne, in nikakor ne zgubljati časa s čakanjem. Ne. Stroški, ne, pogledati, v bistvu, kaj so največji porabniki, ne, in takoj v bistvu prekiniti z nepotrebnimi razvadami. Ne. Če imate popisane potrebe, pravzaprav to ni taka težava. Ne. Zdaj, omejitev z poslovnih stroškov, energija, lahko se dela doma, različni pač načini. Ne. Včasih je lahko tudi nakup rabljene opreme, ne. Sam sem kupil zdaj že drugi rabljen računalnik, pa me popolnoma enako dobro služi, kot bi mi služil en računalnik, za katerega bi dal 1500 evrov, zdaj sem dal pa v bistvu 250, tako da je pravzaprav možnost narediti. Ne. In potem, ne, še bolj se vrnemo k temu predmetu, ne, je pravzaprav izboljševati kompetence. Vedno se je treba na čas za učenje. Ne. Ne vem, beseda na dan, ne, v tujem jeziku 365, ne, besed na leto. Ne. Ko se nekaj počne, ne, je treba spremljati, kako se počne, da se pravzaprav ve, kdaj se dela prav, ne, če se ugotovi, da se je naredilo prav, oziroma da se ve, kaj se je delalo narobe, če se ugotovi, da se je delalo narobe. Ne. Poznam primer podjetij, ne, ki so bili enormno uspešni v času pred letom 2007, ko je izbruhnila kriza, in niso vedeli, zakaj so tako uspešni. In porabili so ogromno denarja, da so naredili analizo, čem je pravzaprav, ne, vzrok tako dobrega njihova poslovanja, uspeha. Ne. In na koncu so prišli do tega ugotovitve, ampak ko je prišla kriza, so tudi vedeli, kaj morajo početi, da bodo v bistvu še boljši. Ne. Tukaj je vprašanje, ne, ali smo lahko še boljši. Ne. In, ne, treba je najti nek način, ne, da se izboljša vsako fazo, da smo lahko še boljši. Ne. Učiti se je treba v bistvu od najboljših, ne, dobiti mentorje, ki so najboljši, ki vam bodo dali v bistvu najboljša, ne, dejansko znanja. Ne. Če je problem, ne, včasih je dovolj, da se odmaknemo od problema in da ga pogledamo od zunaj in da smo kritični, ne, in bomo bistveno lažje dejansko prišli, ne, do rešitve. Ne. Vi ali ne razmislite, ali bi se upisali v šolo, ne rabite odgovarjati, ne, vi ste se vsi upisali, ne, ampak morda boste v nadaljevanju potrebovali ne samo višjo stopnjo, ne, smer izobrazbe, ampak morda se bo potrebovalo pravzaprav lahko tudi kakšna druga znanja. Ne. Moje priporočilo je pri izzivih, ne, da je pravzaprav vedno dobro kombinirati, ne, poslovna, družboslovna znanja, če tako rečem, z neko kombinacijo še nekaterih drugih znanj. Ne. Lahko so kemijska, lahko so čist tehnična, druga, kakorkoli, ne, ampak v bistvu v smeri, kjer je vaša preferenca po delu, ne, kjer se potrebuje nekoga, ki ima širšo dejansko izobrazbo. Ne. In ne, poiskati mentorje, ki
vam bo dajete znanje. Tisti, ki so res dobri, ne varčujejo z idejami, z predlogi. Tisti, ki resnično dobro ve, pravzaprav bruha s tem, da vam bo dal. In prej ste vsakega od nas začne nekaj dolgočasiti in takrat je čas, da se izboljšamo. Stroški. Ja, s študijem seveda nastanejo določeni stroški in seveda tukaj se treba pač vprašati, ali boste vložek, nekaj boste dali v šolo, tudi dobili nazaj, če boste dobili ustrezno zaposlitev. Koliko pravzaprav denarja boste izgubili, če ne boste zaključili študija pravočasno. Tako naj bo ta motiv in te številke, mislim, da v nadaljevanju zdaj vas bo prepričali in ali boste lahko dodano vrednost študija potem kasneje opravljali slabša plačna dela v času recimo študija, da boste kasneje v bistvu prišli do boljše zaposlitve. In seveda ta element socialnega omrežja. Glede na to, da praktično upravljate vse ob delu, je te socializacije manj, ampak včasih je lahko tudi živa socializacija, lep vložek v kasnejšo kariero. Sam lahko zagotovim, da je temu tako, ker sem na 4 različnih šolah delal. Šolo imate neposredne stroške in v bistvu imate neke oportunitetne stroške, kar pomeni, da boste morali kasneje, se pravi, tukaj pomeni bi z 18 leti, vsak se da pač na različno časovno premico, lahko že začeli delati in bi vam prinašalo denar, ki bi imel to ploščino. Sama šola, v bistvu šolski šolo, pa so ta ploščina. Se pravi, mora ta ploščina, tja do 63, pustimo zdaj 65 leta, kasneje v bistvu pokriti ta del. Zdaj, samo en vidik bom izpostavil, pravzaprav dizertacije. Mal seveda atipične, ker je bila zelo obsežna in ogromno raziskav je imela. Nekako sem ovrednotil in kar sem si dejansko beležil, da sem od dispozicije do oddaje porabil cirka 520 dni po 8 ur. Kar nekaj let je trajala ta zadeva, od 2005 dalje, določene raziskave sem celo opravil tudi prej. In da je bilo tukaj dejansko pregledano med 60 in 90 tisoč strani. In samo, rekel, direktne stroške, printanje, naloge, eno, drugo, tretje, je bilo 300-400, tako da je bilo. Ampak, če pogledamo komplet moj študij, od 95. leta dalje, šolnine, neki stroški, šolnine in drugi stroški do doktorata so skupaj dejansko prinesli eno ceno 116 tisoč evrov. Zdaj seveda se pač moram, res je, da jaz tukaj nisem izgubljal, moj študij je potekal ob delu, tako da dejansko oportunitetnih stroškov je bilo zelo malo ali nič. Praktično vse, kar so predstavljali, se je predstavljala ploščina samo neposrednih stroškov, ki bi dejansko je tukaj nekako dal. In kot sem pokazal, zelo hitro sem to nadoknadil, ker sem dejansko, tako kot sem pokazal tukaj, rasel po hierarhični lestvici zelo hitro. Dejansko krupije, ko sem v bistvu naredil prvi faks, ta vmesno, dejansko sem vmes se spremenila zakonodaja, prej se za krupija zahtevalo poklicna šola, kasneje se je srednja, tako da sem tukaj v bistvu ta pomankanje, tukaj sem študiral, da odpravim, pa nisem še vedel, ali mi bo šlo ali ne, kasneje pa praktično sem zelo hitro, sem šel za direktorja projektov, pa v bistvu vodja splošnih poslov, tukaj pa nisem niti več potreboval višja, da ne bo pomote, za direktorja, izvršnega direktorja, za kadre je bila dovolj univerzitetna. Ampak, ok, šel sem naprej, magisterija direktno nisem opravljal, ampak sem preskočil, sem imel povprečje 9,5, tudi tukaj sem moral imeti povprečje nad 9, da sem lahko šel, ampak zato je v bistvu nastalo. Zdaj, tukaj sem dobil vmes vprašanje, ali sem si vse plačeval sam. Ne, nisem si vsega plačeval sam, da ne bo pomote, za doktorat sem imel v bistvu štipendijo države. Ta del,
nekaj, moram reči, da v hitu, kar se tega tiče v tistem obdobju, smo zelo skrbeli ali pa še pred mano so zelo skrbeli, ne, in je tako, da praktično te stroške, ne, če rečem šolnine, ne, lahko odbijem, ne, dejansko so samo prikazani, niso pa nastali. Ne. Tako da naj bo čim večji v bistvu, ne, motiv, ne, da si pač popišete kompetence, ne, tiste recimo, ne, vsako posebej kakšne so, ne, in nekako po letih, ne, v katero smer pravzaprav naj vas peljejo. Ne. Ok, ne. Zdaj še eno zgodbico za zaključek. Ne. Na začetku nisem povedal, orel, ne, kot ptica ima eno najdaljših življenjskih dob, ne, med vsemi ptiči oziroma tudi živali. Ne. Zna dočakati tudi 70 let. Ne. Ampak če hoče dočakati to starost, ne, mora tam nekako po 40. letu doživeti eno zelo močno preobrazbo. Ne. Namreč po tistih letih, ne, se mu kljun, ne, dejansko ukrivi, ne, in ne more več loviti, ne, in parkli so taki, da ne upa zagrabiti več premena in tudi dejansko njegovo perje mu ne mogoče več tazga letenja. Ne, in če želi, ne, da pravzaprav lahko še preživi, ne, mora to preobrazbo narediti, ne, in takrat orli zletijo zelo visoko v planine, ker se najprej 150-dnevna preobrazba v njegovem primeru, kjer se najprej stolčejo dejansko kljun, ne, ko zraste nov kljun, si potrgajo te kremple, ne, in potem s kremplji si spraskajo peruti, kjer v bistvu ne zrastejo novi in potem lahko živi še nadaljnih 30 let, ne, če je to nekako pri 40. Zelo podobno pravzaprav je to, ne, da dejansko je ta zgodba, ne, dosti kruta, ne. Lahko v bistvu vsak padec pomeni nov začetek. Ne. In še v bistvu zadnji slajd, katere jaz sem si dejansko definiral moje poslanstvo tako, ne, da bom aktivno delal do 85. leta, ne, plačeval €1 milijon davkov v Sloveniji. Ne. To pa zaradi tega, ne, če bom aktivno delal in plačeval, pomeni, da bom dovolj zdrav, da bom lahko. Ne. Po drugi strani skrb za tiste, ki so najbližji, ne, in seveda prenašati dejansko znanje, ne, a dobiti seveda in prenašati naprej, ne, predvsem na nekih inovativnih zelenih projektih. Tako da to je bilo z moje strani vse. Vidim, da bomo kar v urci pa pol, skoraj še nekaj več. Jaz sem verjamem, da bo zdaj še kakšno vprašanje. V tem času če mi boste dvigali kar roko, da vas ne bom dejansko nadlegoval, če ne želite postaviti vprašanj ali pa napisali. Ne, tukaj nekaj ste mi napisali, pač če splačuješ sam, ne, tudi zmoreš. Ne. Seveda, zgornji motiv, ne, če je svoj denar ali pa če je drug denar, ampak v mojem primeru, kot sem povedal, imel sem kar močno podporo strani podjetja in je ravno tako bil rezultat. Ne, predvsem mora biti zaupanje vase, ne, pozitiven pristop, ne, tako kot je Metka nam napisala. Ok, vprašanja, komentarji. Nič. Koga izzovem še za zaključek? Vanjo Ribič, vidim ravno, da se je... Vanja? Ne, slišimo. Če ni vprašanj, urca pa pol, ne, kakšno minutko manj, me je veselilo in prosojnice, kot sem rekel, bodo objavljene. Ne. Ni, res nobene rokce ni, tako da vas ne bom izzivil, če ni. Ok, hvala in lep pozdrav. Srečno.